Knjiga z naslovom Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature, ki je letos izšla pri Slovenski matici, je nastala kot nadaljevanje mojih prvih dveh knjig trilogije o Judih v evropski zgodovini, literaturi in kulturi. Prva z naslovom Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi je izšla leta 2016, leto pozneje pa je izšla druga knjiga z naslovom Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. Prve pobude za svoje raziskovanje judovske tematike sem dobila, ko sem kot literarna zgodovinarka začela področje raziskovanja literature širiti na področje kulturne zgodovine. Zanimati me je začel odnos do Judov v slovenskem prostoru, kot se kaže v slovenskem ljudskem izročilu in literaturi. O tem sem napisala nekaj člankov, ki pa so me vzpodbudili v primerjavi z evropskim prostorom, z evropsko literaturo. Ker literature o podobi Judov ne moremo ustrezno razumeti brez poznavanja zgodovinskega konteksta, to je zgodovinskih, pa tudi verskih, političnih in drugih okoliščin, sem kmalu ugotovila, da moram najprej dobiti dober vpogled v zgodovino judovstva, pa tudi protijudovstva in antisemitizma v Evropi. In to je vsebina moje prve knjige. Poglobljen študij je pokazal, da aktualnost izročila judovskega ljudstva najbolj utemeljuje svetopismo kot primarni vir judovstva. To ljudstvo je človeštvu dalo neprecenljiv zaklad spoznanj, ki predstavljajo enega od temeljev evropske civilizacije. Pa je kljub temu skozi celotno zgodovino od davne antike do danes doživljalo neštete pogrome strani poganskih narodov, predvsem Egipčanov in Babiloncev, strani krščanstva in od 7. stoletja dalje strani islama. Vrh preganjanja Judov pa je bil dosežen v 20. stoletju s sramoto holokavsta. Vprašanje, kje so poglavitni razlogi za tako negativno bilanco odnosov med Judi in nejudi skozi zgodovino, me je spremljalo tako ob prebiranju bibličnih, kot tudi poznejših literarnih besedil s podobo Judov. Ti se v literaturi večinoma pojavljajo kot skupni evropski stereotipi. Tako imenovano judovsko vprašanje je zelo kompleksno, toda v slovenščini o tem vprašanju manjka poglobljena literatura, ki bi se lahko vsaj malo primerjala z velikim obsegom evropske in ameriške strokovne literature, kakršno so v zadnjih desetletjih napisali Judje in nejudje. Zato sem se po letih delne obravnave podobe Judov v slovenski in evropski literaturi odločila, da pripravim nekaj monografij, ki bodo čim bolj vsestransko celostno osvetlile zgodovino odnosov med Judi in nejudi v Evropi. Verjetno pa je prvi in najbolj odločilni vzgib, da sem se lotila te teme, prišel iz občutka krivice, ki jo je doživljalo judovsko ljudstvo zaradi neupravičenih predsodkov in stereotipov. Ljudje, ki so drugačni od večine, so pri drugih navadno tarča predsodkov, zavisti in slabega ravnanja. Ljudje so to doživljali v ekstremni meri, toda v blažji obliki to doživljajo mnogi ljudje, še posebej rasno, kulturno in versko drugačni od večinskega prebivalstva. V drugi knjigi, ki je pri Slovenski matici izšla leta 2017, sem predstavila podobo Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. Judovske teme, motive in like sem raziskovala v izbranih delih evropske književnosti, ki so svojo judovsko tematiko imela velik odmev po Evropi, pogosto pa so postala navdih tudi za gledališke uprizoritve in filmske predstave. Ker so liki Judov bolj redko osrednja tema literarnih ali gledaliških del znanih avtorjev, sem se odločila, da bo težišče knjige na analizi znanih evropskih literarnih del, ki prikazujejo podobo Judov na visoki umetniški ravni. S tem sem želela bralcem približati tisti del evropske literarne ustvarjalnosti, ki je bil doslej le redko deležen kakšne raziskave, pa še ta je bila večinoma omejena le na posamezna dela ali avtorje. S področja literature sem med drugim obravnavala dela Marlova, Shakespeara, Scotta, Dickensa, Joycea, Gogolja, Turgenjeva, Dostojevskega in Nazorja. Čeprav prevladujejo tako ali drugače negativne reprezentacije Judov, pa sem pozornost enako posvečala tudi drugačnim,
ki črpajo iz nepretrgane globoke sporočilnosti judovskega izročila. Prav tako sem analizirala upodobitve judovstva in Judov v gledališču in filmu, ki spet zajemajo celotno paleto od stereotipnih do drugačnih, zlasti v novejši umetniški produkciji. Zajela sem tudi vprašanje judovske identitete v judovski glasbeni tradiciji. S komplementarnim pristopom, ki je prek umetniške besede povezal tako knjižne izdaje, kot tudi filmske, gledališke in operne uprizoritve, sem se želela približati splošni sliki oziroma vtisu, ki ga je večinsko nejudovsko prebivalstvo imelo oziroma gojilo o Judih v Evropi. To pa v časovnem razponu od antike pa vse do novejšega časa. Ob spoznanju o zakoreninjenosti in širjenju predsodkov, ki polnijo ljudsko tradicijo posameznih narodov, ter se nato širijo tudi prek umetniških stvaritev zelo znanih in uglednih avtorjev, sem v tematološke analize pritegnila tudi nekatera spoznanja s področja psihologije in etike, ki govorijo o predsodkih in stereotipih. Precej del je nastalo tudi v tesni povezavi s svetopisemskimi besedili. Ta dela s podobo Judov sem medbesedilno primerjala s svetopisemsko predlogo in zgodovinskim ozadjem. Še posebej me je zanimalo, od kod so avtorji dobili zamisel za upodabljanje judovskih likov, ali iz svoje osebne izkušnje ob stiku z Judi, ali morda iz ljudskih predstav, ki so krožile med ljudmi, ali pa morda na podlagi kakšnega prejšnjega literarnega dela. Posebej pozorna sem bila tudi na redke pozitivne upodobitve Judov v znanih literarnih delih in na vprašanje njihove odmevnosti. Judje so skozi vso zgodovino pogosto doživljali preganjanja, skrajni bivanjski položaji in soočanje s smrtjo pa so pri žrtvah sprožali različne odzive in razlage. Njihova literatura, ki jo preplavljajo spomini na hude življenjske pretrese, nas prizadene z opisi nezasluženega trpljenja, bolečine, bivanjske stiske in groze, obenem pa nas napolni s tihim občudovanjem njihovega potrpežljivega prenašanja bolečine, odsotnosti želje po maščevanju in trdnega upanja v boljšo prihodnost zase in za skupnost, v kateri so živeli. Tako sem v 3. knjigi z naslovom Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature, ki je pri Slovenski matici izšla letos, želela raziskati izjemno obsežno zapuščino judovskih žalostink, kronik, pesmi in proznih besedil, ki so jih ustvarjali judovski pesniki in pisatelji v obdobju od antike do danes. V začetni fazi raziskovanja sem namreč ugotovila, da se je skozi zgodovino zelo veliko judovskih pesnikov in pisateljev odzvalo na različne vrste preganjanja in zatiranja Judov z literarnimi stvaritvami v pesniški in prozni obliki. Še posebej pretresljiva pričevanja Judov o trpljenju pa so nastala v 20. stoletju, ko se je zgodil holokaust, največja moralna travma 20. stoletja. Zaradi svojih nezaslišanih razsežnosti je holokaust sprožil nešteto spraševanj in poskusov odgovorov, od sprenevedanja krivcev in sokrivcev, da holokausta sploh ni bilo, do najbolj poglobljenih metafizičnih razlag o izvoru zla. Noben poskus razlage izkušnje trpljenja pa ni samo podoživljanje trpljenja, temveč je tudi razumski napor iskanja razlogov, smisla in morebitnega izhoda iz trpljenja. 3. knjiga se tako osredotoča na soočanja s trpljenjem in smrtjo, kakor so to doživljali in v svojih literarnih delih, predvsem v poeziji in prozi, pa tudi v svojih spominih, dnevnikih in avtobiografijah opisovali judovski avtorji in avtorice. Bodisi v hebrejščini in jeziku jidiš, bodisi v drugih jezikih. Prav tako so me zanimali tudi odzivi na grozote holokausta v filozofskih refleksijah. Moja obravnava je tudi tokrat problemska. V literarnih analizah se poglabljam v eksistencialna in filozofska vprašanja, ki so v osrčju obravnavanih del. Med judovskimi avtorji in avtoricami so še posebej izpostavljeni Stefan Zweig, Imre Kertész, Anna Frank, Ellen Baer in Hannah Arendt. Pozorna sem na večkrat protislovno-čustveno naravnanost judovskih avtoric in avtorjev, razpetih med judovsko tradicijo in s kulturo individualnosti prežeto sodobnostjo.
K pisanju te tretje knjige me je v prvi vrsti spodbudil čut za šibke, ki se ne morejo braniti sami in so žrtve pogosto neupravičenih predsodkov. Temu se je pridružilo še spoznanje o naši dolžnosti do odkrivanja čim popolnejše resnice v naši skupni preteklosti in nenazadnje trpka zavest, da se v vojnah in nasilju, tudi takšnem, ki je v čem skrito, preganjanje in trpljenje nedolžnih še vedno nadaljujeta. Kako se temu upreti? Kako razsvetliti temo ravnodušnosti in odpreti srca naše moderne civilizacije za trpljenje in stisko sočloveka? Kako naše razumevanje preteklosti, ki se na različne načine ponavlja, dopolniti z nujnim etičnim premislekom, da bi vsaj kdaj zaobrnili njen tok? Trilogija v pogledu na trpljenje, nesrečo in tragedijo Judov razpira pred bralca refleksivna razmišljanja o razlogih za trpljenje in o odgovoru na zlo. Razkriva bogatstvo kulturnega izročila in umetniških dosežkov judovskega ljudstva, ki se postavljajo v ostro nasprotje z antisemitskimi prizadevanji v politiki, znanosti in umetnosti ter z neštetimi zločini nad Judi skozi dolgo obdobje njihove zgodovine. Številni judovski umetniki, ki so pisali o preganjanju in holokaustu, so se ne le v svojem imenu, temveč tudi v imenu tistih, ki so umrli, bojevali za človeštvo v trenutkih krize, ki jih je gnala v ustvarjalnost. Prav zato tudi ta zadnja knjiga trilogije v ospredje postavlja njihova umetniška dela. Pripovedi, pesmi, drame, igre in osebna pričevanja največkrat razkrivajo trpljenje, pa naj gre za travme žrtev ali pa za priznanje krivde in sramu pri povzročiteljih trpljenja. Umetnost pa je za nas lahko tudi simbolno orodje za odrešujoče razmišljanje in nam lahko pomaga k etičnim dejanjem. Pozitivno se mi zdi razmišljanje, da lahko zmanjšamo nevarnost ponovitve antisemitizma, ki je eskaliral v holokaustu s poudarjanjem pozitivne strani temnih časov. Bolj je treba poudarjati dejanje številnih dobrohotnih oseb med nejudi po vsej Evropi, ki so žrtvovali svoje življenja med reševanjem Judov, še zlasti judovskih otrok. Nepričakovan položaj stiske je v teh dobrih ljudeh prebujal močna čustva sočutja in solidarnosti, še zlasti, ko je zahteval takojšnje ukrepanje. Tako je na primer judovska študentka na pariški Sorboni Hélène Baird, ki je pozneje umrla v taborišču, ker se je prostovoljno odločila za reševanje judovskih otrok v Franciji, ob množičnih deportacijah na ulici ali v metroju čutila sočutje prebivalcev Pariza do ogroženih Judov. V svojem dnevniku je zapisala, citiram: "Več gorja se zgrinje na nas, globlja je ta povezanost. Zdaj ni več vprašanja površinskega razlikovanja po rasi, veri ali socialnem položaju. Nikoli nisem verjela v to. Je le povezanost proti zlu in skupnost v trpljenju." Konec citata. Očitno je, da se proti judovstvu, antisemitizmu in vsem drugim podobnim oblikam nesprejemanja in preganjanja drugih in drugačnih lahko najuspešneje zoperstavimo s poudarjanjem dostojanstva človekovega bitja, enakih pravic vseh skupnosti in narodov. Pri tem nam je lahko v navdih tudi razmišljanje iz omenjenega dnevnika Hélène Baird. Citiram: "Vsako uro dneva se ponavlja boleča izkušnja, ko vidim, da drugi ne vedo, da se niti ne predstavljajo trpljenja drugih ljudi in zla, ki ga nekateri povzročajo drugim. In vedno z muko in trudom poskušam pripovedovati, ker je to dolžnost, morda celo edina, ki jo lahko izpolnim. Obstajajo ljudje, ki vedo in si zatiskajo oči. Teh ne bom uspela prepričati, ker so neomajni in sebični in jaz nimam avtoritete. Toda drugi, tisti, ki ne vedo in imajo morda dovolj srca, da bi razumeli, na te moramo vplivati. Kako bomo sicer ozdravili človeštvo kot tako, da mu najprej razkrijemo njegovo gnilobo? In kako bomo sicer očistili svet kot tako, da mu damo vedeti, kolikšno je zlo, ki ga povzroča? Vse je le vprašanje razumevanja. In ta resnica me muči in vznemirja. Za trpljenje se ne bomo maščevali z vojnami. Kri kliče še več krvi. Ljudje se zasidrajo v svojem sovraštvu in slepoti.
če bi uspeli zlim ljudem dopovedati, kolikšno zlo povzročajo, če bi jim lahko pokazali nepristransko in celotno vizijo tega, kar bi morala biti čast človeškega bitja. Pisati moram torej zato, da bom lahko pozneje pokazala ljudem, kaj se je dogajalo v tem obdobju. Vem, da bodo mnogi dajali veliko pomembnejše lekcije in da bodo razkrivali še veliko strašnejša dejstva. S tem mislim na vse deportirance, vse, ki tičijo v zaporih, vse, ki so doživeli veliko izkušnjo odhoda. A zaradi tega se ne smem predati bojazljivosti. Vsak lahko nekaj stori v svojem malem svetu. In če lahko, potem mora. Konec citata. Hvala lepa za pozornost.